današnjega dogodka, z organizacijo današnjega dogodka smo se odločili, ker v ponedeljek obeležujemo Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe in smo se ob tem vprašali, kam gre naša družba v digitalnem pomenu. Vemo, da vedno več pametnih stvari uporabljamo, da nas spremljajo na vsakem koraku in ta trend se bo v prihodnosti še bolj nadaljeval, vsaj tako kaže. In z današnjim dogodkom želimo mogoče bolj celostno nasloviti tematiko te digitalne preobrazbe družbe, ki se kaže. Digitalne tehnologije so danes že globoko zasidrane v naša življenja, spremenile so način učenja, dela in druženja. Trendi pa kažejo še večjo digitalizacijo, pametna mesta, trajnostna mobilnost, digitalno poslovanje in avtomatizacija različnih procesov je le nekaj ciljev, ki jih zasledujemo. Kot družba nove tehnologije pa seveda zahtevajo tudi nova znanja, ki jih večina državljanov mogoče še niti ne obvlada. Morajo pa pametne rešitve zagotovo v prvem planu še vedno obdržati človeka, čeprav lahko prinesejo tudi veliko dobrega. No, in tega se bomo dotaknili na današnjem posvetu. Na okrogli mizi se bodo strokovnjaki na področju različnih sodobnih tehnologij dotaknili aktualnega stanja in predvsem bližnje prihodnosti, recimo nadaljnjih 10 let, kaj se nam konkretno obeta. Vemo, da so obljube mogoče včasih velike, v medijih zasledimo velike naslove, od robotike takšne in drugačne, kako bo vse avtomatizirano in da nas bodo nadomestili roboti, ampak mogoče realno ni čisto pričakovati še tako kmalu. Zdaj bi pa mogoče kar predal besedo moderatorju našega dogodka, izkušenemu novinarju in tehnološkemu poznavalcu Lenartu Kučiču. Lenart, beseda je tvoja. Hvala. Ja, to pri prihodnosti smo se večkrat pogovarjali, zakaj jo to hkrati napovedujemo za 10 let vnaprej. Je zaradi tega, ker za 10 let je približno predstavljivo, pa investitorji si predstavljajo, da bojo v teh 10 letih dejansko dobili kaj denarja nazaj, hkrati se po 10 letih tudi že majčkeno pozabi, kaj smo se narobe napovedali. Pa bi najprej vse udeležence res povabil en tak miselni eksperiment, in sicer o čem mislite, da bi se pogovarjali danes, če se ne bi zgodil ta virus, in kaj nas je ta let najbolj konkretno naučil? Da za informacijsko tehnologijo je COVID, recimo, da bomo malo nesramni, prinesel kar določen pospešek, akceleracijo. Po drugi strani je pa COVID imel za seboj tudi finančne posledice, kar pomeni, da veliko, vsaj na področju podjetij, tega poslovnega trga, je veliko podjetij iskalo prihranke, optimizacijo stroškov in podobno. Jaz mislim, da v času covida smo se v mindsetu digitalizacije premaknili vsaj za 5 let naprej. Tako da na področju IKT-ja je bil COVID kljub vsemu nekaj dobrega, lahko pa to zadevo podkrepim tudi s tem, da se je Telekom Slovenije pred covidom zelo trudil prodajati digitalne storitve za zelo malo uspeha. Če ne bi bil COVID, bi se mogoče še naprej pogovarjali o škodljivosti 5G-ja. Zdaj na srečo zaradi covida več energije usmerjamo v tem razlagati, zakaj cepljenje ni škodljivo, tako da ni nam več treba se ukvarjati s tem, da nekako vsi so videli, da je fino, da imaš 5G, da ti bistveno olajša življenje in delo, ampak popolnoma se strinjam s tem, kar je gospod Lisec povedal. Na področju digitalizacije res smo naredili ogromen korak. Kar sem pa osebno zelo vesela, je tudi, da smo naredili velik korak na področju digitalnih veščin. Antropologom je namreč se tisto delo, ki smo ga imeli v preteklosti, precej otežilo, ker bistvo antropologije je, da gremo seveda do ljudi, se pogovarjamo z njimi, skušamo razumeti njihove načine življenja in poiskati tudi ta osebni stik, ki mi ga v tem času manjka, ne samo kot raziskovalcu, ampak tudi kot človeku. In zdaj tudi antropologi iščemo nove poti do ljudi po tem orodju. Tako da na nek način pa se nam odpirajo tudi na ta način nova obzorja. Bolj smo odprli vrata in okna v svojo zasebnost, kar pa me hkrati spet malce skrbi, ker razkazujemo bistveno več tega, kar smo prej skrivali. Tako da to je tisto, kar je antropološko novo in zanimivo. Področje mobilnosti je pravzaprav doživel en blazno velik pretres v času, ko je do covida prišlo, se pravi tega zdaj že debelo leto. Zakaj? Zaradi tega, ker dejstva, ki smo jih poznavalci iz tega področja poznali že prej,
pa smo si jih kot uporabniki tudi v zasebnem življenju še vedno zatiskali oči pred njimi, so pravzaprav postala izjemno očitna in dostopna ali pa predočena vsakemu posamezniku. In to je tista prva stvar. Slovenci smo družba, ki je nenormalno mahnjena na lastništvo vozil. Zdaj, zadnjih 30 let je avto utiliziran približno enako. 5% časa je že maksimum, se pravi 95% časa je parkiran nekje na parkirišču. In v času COVID-a pravzaprav, oziroma vseh teh lockdownov smo spoznali, da je ta odstotek postal skoraj blizu 100% v določenih trenutkih, razen takrat, ko je bilo treba enkrat na teden nujno v trgovino, pa še ta je bila zelo blizu, tako da se je pasal že majčkeno sprehoditi. O čem govorimo? Govorimo namreč o tem, da če smo se v AMZS-ju pred letom, dvema, oziroma moji predhodniki še več let nazaj pogovarjali o tem, kako se bo mobilnost v prihodnosti spreminjala in kako pravzaprav uporabnikom, ne uporabnikom, ampak lastnikom vozil razložiti, da jeklenega konjička, ki ga imajo parkiranega na lastnem dvorišču ali pa pred firmo na parkirišču doma, uporabljajo tako malo in da jih na koncu dneva stane zelo, zelo veliko denarja, ta kup pločevine, ki pravzaprav ne počne nič drugega kot počasi in vztrajno javi verjetno. Kako pravzaprav te navade začeti spreminjati, kako te ljudi začeti naslavljati na učinkovit način, da bodo razumeli, da je tukaj potrebna sprememba. Je pa res postal COVID predmet znanstvenega preučevanja, to pa je novo, ne? Tako kot je za običajne ljudi postal COVID nadomestek za vreme, vedno se lahko o njem pogovarjaš. Tako je za raziskovalce, ki delamo s podatki, postal priljubljena stvar, ki jo lahko preučujemo. V temle zadnjem letu se je zbral ogromen podatkov o COVID-u, spletne strani s takimi in drugačnimi tabelicami, grafi in podatkovnimi zbirkami so pognale k gobe po dežju vse povsod in tudi mi, ki se z umetno inteligenco ukvarjamo, smo to pograbili in smo začeli z tega modelirati, iskati zanimive zakonitosti, napovedovati to in ono. Podatkov je veliko, ampak mislim pa, da na sprejemanje odločitev pa dramatično niso vplivali. Mislim, da je to stvar, ki terja svoj čas in tega časa nismo imeli, ne? Zdaj, pojavil se je kup ljudi, ki recimo napovedujejo, kako se bodo gibale okužbe v prihodnosti. To je verjetno najbolj popularna naloga, ki smo jo s temi podatki počeli. Ampak toliko, kolikor je bilo ljudi, ki so to delali, toliko je bilo tudi napovedi. Vedno je komu uspelo in komu ni uspelo. In kar nam manjka, je nek pameten način za presojanje, čemu verjeti in čemu ne verjeti in kaj s tem narediti. In zato je pa verjetno bilo tole leto še malo premalo, ne? In se bojim, da mogoče ne bomo tega v polnosti izkoristili.